It's a good thing I came along. Dobrodošli v še eni oddaji v ringu s Čorčipom. Ker je pas pustil se, jaz ni navalant odločila, da se bom našemla v Čorčipa. Ful dobro. No, pa poglejmo, kaj se bo vse dogajalo. Tokrat smo se v Kranjski Gori družili z eno najboljših smučark sveta, Tino Maze. V Ljudskem domu smo si ogledali predstavo 3x2 domače gledališke skupine. Zabavali smo se tudi na dobrodelnem Lions veleslalomu, Denis pa bo v studiu gostil kar dva gosta, in sicer super ekstremna akrobata Filipa in Blaža. Tako, kot ste videli, oddaja bo zelo zanimiva. Danes smo našemljeni, ker je pač pust krust. Jaz pa v oddaji že pozdravljam moja dva prva gosta, Filipa pa Blaža, FB Acrobatics. Fanta, živa, jaz se vam opravičujem, ker nimamo še enega stola za goste. Budžet je premajhen, nimamo budžeta sploh, tako da. Zabrilite bomo zakazali. Če se že sam nisi. Pa si pa lahko v lase skočimo. Ja. Super. Fanta, kako sta? Daj malo povejte. Fajn, sedežna gradura, super. Ne boj tiho, nič vprašati. Ne, se bom poklical po soseda, pa bomo prinesli še Upam, da imaš dobre odnose. Malo sosedi imamo zmeri dobre odnose. Povejte, fanta, jaz sem pozabil vprašanje. Ni panike. Daj mi povejte, koliko časa se že ukvarjate z akrobatstvom, pa zakaj ste s tem začela sploh? Dejansko, poznava se 2 leti, tako da od takrat naprej 2 leti. Dejansko dnevno skačeva po 8 ur na dan, se mečeva po zraku, pridem trenirava in nekako širva svoje znanje in svoje veščine. Mislim, da se na zdaj glih dobo v najni akrobatski pozi. Sedenje na rami. To je to, sedenje na ramah. To je element. Super, lej, ljudem bomo zdaj pokazali, imamo par posnetkov od vaju, da bojo sploh tisti, ki vaju še niso videli, niso še spoznali, bojo malo pogledali, kako to izgleda. Tako da, pogledajte si tole. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind than spacecraft. Just forget the wins, it's the best to use. Won't you follow me into the jungle? Ain't no God on the streets, the heart of the jungle. Won't you follow me into the jungle? All we need is somebody
A ste videli tole? Mislim, fanta, tole je bilo zelo zanimivo. Tako kot sem rekel, veliko ljudi jo že pozna, nastopila sta tudi v novosklenitni oddaji, če se ne motim, Slovenija ima talent. A je bilo to dobro odskočna deska za vaju? Kaj pravite? Ja, definitivno je to res pripomoglo k temu, da vseeno na prepoznavnosti, na tem, da še več treniramo, še kakšne nastope dodatne, da se še bolj trudimo in še nekako premikamo vsakodnevno na NME. To je res, vsakeč znova to dokažeta. Jaz tudi spremljam vajen FB. FB je... FMB Acrobatics. Tako da se tudi lahko vi pogledate, dragi gledalci, sploh pa gledalke. Da mi povejte, koliko časa se pripravljata za kakšen tak nastop, kot bi rečemo zdaj, mislim, lanskrat na Slovenija ima talent. Sami nastopi danes je bilo simpel, zato se pravi audicija, polfinale in finale, tako da realno sem imela 3 nastope. Za vsak nastop, glede na to, da vsakodnevno trenirava, ni nekih dodatnih ekstra priprav. Tako se mi dva dnevno spuščava v vaje za moč, stabilizacijo in podobno, tako da sproti se pripravljava za karkoli nastop. In rečemo, naslednji teden sva v Rovinju, kjer ima celotno serijo velikih nastopov, ker se bo pa plezala po steni. Tako ti se pa malo bolj ekspertno in se mora točno v eno smer usposobiti, tako da ti bo pa malo bolj več priprav. Tako je, se pravi, konstantno ste skozi v treningu. Ni počitka, a? Ne, to pa res ne. Svaka čas, fanta, tako da saj en tako, kar jaz. Hvala vama, k vama se itak še vrnemo. Zdaj pa poglejmo naš prvi prispevek danes. V Kranjski Gori nas je obiskala Tina Maze. Skupaj z Eurošportom in s Tino Maze smo se družili v Kranjski Gori. Tina se je pod manj kot slabem letu zopet spustila med vratci in ne boste verjeli, tokrat je žal izgubila. Sicer pa nam je zaupala, da planov za prihodnje leto še nima, če pa se bo odločila, da bo ponovno tekmovala, bo tekmovala le v superveleslalomu in smuku. Seveda je bilo vprašanje novinarjev, v kakšni vlogi se vidi na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju prihodnjo sezono, eno izmed najbolj pogostih. Nimam vizije toliko daleč. Dejansko ta moja ideja o nadaljevanju ali ne se dejansko zori. Določenih stvareh se sploh ne vidim več. Zdaj, kot smučam nekako na prosto, danes mi bo to velik problem se zabijati količke. Ta sproščeno gibanje, ki ga lahko razviješ na prostem smučanju, lahko ga razviješ tudi na smuku ali pa super G-ju, medtem ko slalom in veleslalom je res zdaj ga vidim kot eno zabijanje v eno stvar, ki te pač moti na poti do cilja. In to mi ni več preveč pri srcu. O tem, kako naj Tina kreira svojo prihodnost, pa je bil tudi njen partner in trener Andreja Masi bolj skrivnosten. Pravi, da zdaj na svetu ne daje več. Mislim, da sem v 8 oziroma s tem, da sem bil že prisoten leta 2002 v 13 letih dal dovolj na svetu in se tega izognem in jih hočem dati svobodo. To je moj najboljši na svetu. In zagotovo je prav svoboda tisto, kar je Tina med tekmovalno kariero pogrešala. V Kranjski Gori je bila, kljub temu, da jo je na tekmi uspel premagati Uroš Zupan, dobro razpoložena. En aplavz, Uroš Zupan! Prav, Uroš, poštena borova čestitka. Ej, Uroš, tudi po vezah danes smo pol zrihtali, da ne bo doping kontrole, tako da boš lahko medalje odnesel domov. Ok, upam, da ste se imeli lepo, da ste se imeli fajn zdaj. To je bilo to za danes, ne gremo še sicer domov, imamo noter še malo za pojest, malo še za popit, tukaj DJ se je raven tu dobro ogrel. Tako da ste vabljeni seveda, da ostanete z nami še naprej, da se še malo podružite, Tina bo kakšno minuto še z vami, ne bo šla če čisto takoj domov. Ne bo pa prav dolg, tako da hiter še kdo kaj rab naj pove. V glavne hvali pa dajmo še en aplavz za vse tekmovalce in še največji aplavz za Tino Maze, ki je danes prišla tukaj v Kranjsko Goro, se družila z nami cel dan. Tina Maze, dame in gospodje, majte se lepo še naprej, zdaj pa glasba, hrana in pijača. Hvala lepa. Mi pa Tini želimo, da naj uživa, ne glede na to, ali bo nadaljevala svojo tekmovalno pot ali ne. Za slovensko alpsko smučanje je zagotovo naredila več, kot smo si sploh upali kadarkoli predstavljati.
da ne imajo tako blizu temati, veš, že nisem obritej. V glavnem, mi smo že nazaj v oddaji s Čočipom v ringu, z mano sta še zmeri Filip pa Blaž. Da mi povejte, imata svojo šolo, FB Acrobatics, da ima povejte o tem. Res je, dejansko, mi da se kot pedagoga in trenera že delujeva že vrsto let, deliva svoje znanje, svoje veščine in želiva to tudi mlajšim in starejšim generacijam še naprej predavati in zdaj z koncem meseca začneva res z rednimi, odprtimi treningi za vse želje novih izzivov in novih treningov, vaj in norega skakanja na glavo. Da je to za mlade, za te stare, res za čisto vse, ki se želijo naučiti mogoče nekako salto. Ja, dobrodošel. Ti se kaj pazi. Ne, res to probam. Vse to, kar z borilno veščino gre to skupaj. Ja, kje pa imate zdaj lokacije, rečemo, majne lokacije, kje vas lahko ljudje najdejo? Dobro, rekli smo prej na Facebooku, ampak kje imate kakšne lokacije? Vedno se seveda dosedejo na teh spletnih medijih, kot so Instagram, Facebook in podobno. Drugače pa trudno, kar imajo nastopov, do konca meseca praktično v tujini, imamo Rovinj, Beograd in Moskvo, tako da več manj skačejo na okol, tako če vidite kakšne Spider-mane na okol letijo. To ste videli. Verjetno sem videl. Snimate kakšen nov film. Tudi, ja. Drugače dvorana pa smo več ali manj na gibu v Šiški. Teda, če si ima kdo kakšno željo, pride nekaj potrenirati z nami, so vsi dobrodošli. Super, kaj pa poškodbe? Kaj z vašim poškodom pri temu? Kako mene vsi pizdijo, stari tes ne umem, ti greš v ring, kaj pa poškode pa to? Jaz mi rečem, če bi vozil bicikl, bi najbrž imel neta jajca, pa rad. Ne vem, kaj pri vama, kakšne poškode? Ja, Filip meni enkrat skočil v lase, no takrat sem se zabril tako, da smo to rešili. To je problem. To je bilo hitro rešeno. Drugače pa, ne vem, pri samih akrobacijah, ki jih skupaj izvajamo, nekako ni bilo nobenih takih poškodb, ki bi bilo potrebno omeniti. Zato, ker so vedno že pri tleh. Tako najhoj, kar se lahko zgodi, kakšen, ne vem, poškodba mišice in to. Ja, da se malo nategneš, po kakšni muskli fiber, če malo pretiravamo ali pa. Drugače jaz pa sem pri svojih akrobacijah enkrat skočil v jamo s penami, ko vsi mislijo, kako je to mehko, wow, super, odlično. No in so oba dva gležna zloma. Tako da ni vse tako nedožno. Ni vse tako nedožno, super. Sej, preden hočeš to izvajati, vsega bom poslal k vam, pa nekaj probajo. Ne, samo glede na to tudi, da smo oba dva izobraženi na tem področju, smo tudi rehabilitacijo zrihtu na sebi tak, da spet skačemo dvojne, brez kakršnekoli posledic. Vse to mora biti, tudi najbrž zaradi tega, ker imate veliko takih pravih treningov, tudi manj prihaja do poškodb. Super. V glavnem, k vama se še vrnemo. V Ljudskem domu spet je dogajalo in domači igralci oziroma domači teater, Tabol teater, so predstavili igro 3x2. Pa si pogledamo, kaj se dogaja. V Ljudskem domu so se prvič na Novem odru predstavili tudi člani domače gledališke skupine Tabol teater pod režisersko taktirko Tatjane Peršuh. Obiskal jih je Denis in ne, jaz nisem bila pijana. Z mano vsi igralci predstave 3x2, domačini seveda, Nine ni, Nina ima mačka, preboleva, tako da sem jaz danes ta glavna za prispevke. Fantje, punce, kako se počutite na predstavi na domačem odru, vse je v redu? Odlično se počutimo sploh zdaj, ker je konc, ampak že med predstavo, ko publika začne sodelovati z nami, je super. Sosed, Marko, tam moram predstaviti, moj sosed. Nisem vedel, da znaš igrati, a si prvič zdaj v Ljudskem domu igraš? Kako? Povej malo, povej. Pa tebe pa, pa ti prvič se mi zdi tukaj gledaj eno predstavo, ne, mi smo veš, koliko dolgo že delamo, 20 let mi že delamo to. Sam zdaj smo imeli malo pauze, zdaj, ja, prvič smo pa v novem domu, v novi dvorani. Tako, po koliko času ste spet na odru? V teh letih. Po 2 letih. Super. Eni pa po 15, a ne? Ja. Po 15 ali le 2 občinstvo so enako navdušili prav vsi igralci. Na koncu so se spraševali, kdo je v resnici ženin. Mene zanima nekaj. Ker ga si oženila na koncu, zdaj mi povej, prosim. To sam zato sprašuješ, ker te zanima, če še prostor zate. Ja, kako si vedela? Vem, vedela sem, da je to, ampak ne pridejo vsi pogled predstavo, pa si vsak ustvari svoje mnenje. Ali se bo poročil 3-krat ali ne, še ne vemo, je pa izdal svoj novi plan, ki ga boste prav vi slišali prvi. Jaz vas pa povabim vse še kdaj, če boste lahko. Jaz to delam eno predstavo. To je še malo skrivnost pa to, a ne? Ampak zdaj še iščem igralce. A ste za, da bi z mano naredili kakšno predstavo? Zmeri smo za. 3x2. 3x2.
Super, ne, to je bilo zdaj čist resen. Imamo v mislih eno predstavo, napisan imam komad zgodba samuraja in bi malo predstavil tako bolj vzhodnjaške veščine pa to. Mi to obvladamo, sploh veliko, on da bi kot na goro sedeti. In tako delamo jogo prej, preden gremo na oder. Ja, to pa nujno. Kaj pa treningi za fizično vzdržljivost? Imamo pa trenerja v zaodrju. Imamo tam je za fizično pripravo. Za vse je preskrbljen. Režiser, trener, masker, pa pijača. Sufler. Še nekaj me zanima. Veš, kva me zanima? Pijača je ta prava ali? Viski pa vodka. Pa šampanc. Dober viski. Ta star viski. V glavnem hvala vam za izjavo, pa se vidimo kmalu. 3-krat da! Trikrat da! In v naslednjem posnetku lahko vidite, kdo se je v resnici napil. Kakor vidite, sem trenerka, ne? Pa ne obrit. Ukinili so nam budžet za našo oddajo. V bistvu budžeta nikoli ni bilo. Ne? Zato Nina je tudi ušla, oziroma včeraj je bila malo nažgana, pa ima danes mačka, moram jaz voditi te prispevke. Zdaj pa sam še pozivam na kakšnega sponzorja, na kaj za oddajo, tako, da bomo malo delali naprej, snemali izzive, snemali v glavnem. Ta ledini čaj je super. Ja, luštno je bilo na predstavi, morate iti gledati, kaj pa snimaš? No, mi smo pa še zmeri v oddaji v Ringu, z mano še zmeri Filip pa Blaž. Fanta, daj mi povejta, prehrana, dodatki k prehrani, se kaj tega merkata? Ja, načeloma jaz pojem vsake miga. Jaz sem vegetarijanc. A res si vegetarijanc? Ja, res, jaz sem celo že vegetarijanc. Ne ve, kaj zamuja. Moče sem dovolj, manjka mi ne, v končni fazi pa glede na to, koliko trenirava in koliko najno telo pokur kalorij, res lahko pojeva vse. Se pravi, čipsi, hribomboni, vse gre in malo res sreče na to. Hrati pa imamo tudi na srečo nekoga, ki nam podpira in da neko športno prehrano. Moramo pa paziti, da preveč mišične mase ne dobiva. Ja, ker če bi Filip bil težki, pol bi jaz bil še večji. To bi bil še kaj pol večji, da bi lahko težo držal. Super, da best, vidiš, tukaj smo na istmo, no, stari, jaz tudi vse pojem, kar miga, pa tudi malo zelenjave. To, malo je treba, za prebavo. Malo za prebavo, pa za te vitaminčke, da bi to. V glavnem, zdaj vaju ne bo en mesec, to smo se pogovarjali, pač ne v živo, ne. Kam gresta, kva bosta počela? Ja, zdaj načeloma v nedeljo že gremo v Rovinj, tam imamo do naslednjega ponedeljka imamo non-stop nastope, pol pridemo za koliko, za par ur domov, grejo naprej v Beograd, pol iz Beograda pa tuj. Direktno v Moskvo. Tako. Tako da ja, snega očitno ne bo manjkalo. Tako. Če ga že v Sloveniji ni, gremo vse tam, ki je, ne? Pa gore, tam, ki je sneg, ne, vse to je to. Kaj boste počela, kva boste? Danes imamo nastope, slikanje, snemanje, tako da bo zelo pestro. Dolg cvet ne bo. To zagotovo, ja. Ker slišal sem tudi, pa videl že na vašem Facebooku, želijo vaju tudi v tujini za snemanja, pa tako naprej, a ne? Ne, projektov je vedno več, ja, tako da. Mi smo mlade. Hvala Bogu. Tako. Res, ja. V končni fazi tudi deluje kot kaskaderja in potem se mečemo pod avtomobile, probamo preživeti in to. Zdaj enih malo bolj nevarnih trikov dejansko je bilo, da smo skakali po tornakih med vožnjo. In igrali nogomet. Ja, igrali nogomet. Za UEFA Champions League, ja. Svaka čast. Vrhunska reklama. Svaka čast. Evo, smo že pri tem, ker je bila vajna najbolj nevarna točka? Bohinjska noč, ko so plezala po 40-metrski vertikalni steni. Tako, in smo imela nastop na steni gor. Se pravi, ja, akrobacije, ki niso na tleh, ampak na steni, pa še hkrati so še ogenj bruhala. Tako da, ja, je bilo kar pestro. Ja, pa še zvečer po noči je trebalo splezati, to je prvo do tja in vse pripraviti in vse skupaj. Mislim, da je bilo kar, ja, da smo mogla kar se skoncentrirati pa biti pri stvari, ki bi se lahko hitro kaj zalomila. Svaka čast. To je vi meni težite, gremo v ring. To sam en malo udar pide. Lahko malo padaš, roko zlomiš, karkoli sam. Pa veš, to svaka čast, fanta. V glavnem, akrobatika obvladata vse, kaj pa kaj, a še kaj druga obvladata, ne vem, karkoli od športa, ali pa kaj drugega, ne vem, risanje. Ja, jaz sem tak diplomiral z DIF-a, ne, športne fakultete, tako da načeloma vsi športi so mi zelo blizu, ne vem, najbolj pa sem se specializiral za žongliranje in monociklizem. A vre? Tako je, za zadnjih nekaj let pa še akrobatika, gimnastika. The best. Jaz sem prišel iz plesnih vod,
tako da ples, plezanje, borilne veščine, tako da vse smo dali čez, vse smo preživeli, zdaj se pa tukaj pač mi domečva po tleh, pa provaš še to preživeti. Jaz pa sem moje žonglerske pripomočke z njim. Evo, jaz sem tudi 18. februarja, bomo še enkrat vas spomnili, dragi gledalci in gledalke, še posebej gledalke. 18. februarja v Ljudskem domu imam nastop, predstavitev svoje plate, tako da vaju na žalost ni, ampak bom jaz to še pol naredil, še je lokacija Jesenice, Bled, Ilirska Bistrica, Ljubljana. In pa ste lahko zmenili za kakšno točko zraven, sta za? Ja, valjda. A pa jaz vaj oba dva, veš, večer imaš nekaj. To je pa itak izziv, to pravi. Lahko tako nekaj naredimo, možeš priti enkrat na en trening? Super, da beš, preden pa to naredimo, gremo pa mi k našemu zadnjemu prispevku danes v oddaji in zgodil se je dobrodelni veleslalom. Lions je organiziral, jaz sem tam nastopil, pa Špela Grošelj. Pa si poglejmo. Dobrodelni Lions veleslalom se je letos v Kranjski Gori odvijal že 13. leto zapored. In kljub umestnim krizam ter metanjem polen pod noge, organizatorji pravijo, da se vsako leto še bolj trudijo ravno zaradi tistih, katerim je izkupiček namenjen. Dejstvo pa je, da imajo dobrodelne organizacije velike težave, prav zaradi prepoznavnosti, zaradi razumevanja ljudi, zaradi stisk in tako naprej. Ampak nas to še vsako leto bolj motivira, da delamo dobre stvari, ker recimo po takem dogodku pomagamo recimo družini, ki je vnaprej znana, pomagamo zavodu Pod Strehco, ki deli brezplačne obroke revežem, potem pomagamo zavodu Vidim cilj, Alena Kobilice in slepim otrokom, pomagamo zavodu Korak in tako naprej, v glavnem tem centrom. In ko vidiš te otroke in te ljudi, ki prejmejo to pomoč, veš, da naslednje leto te čaka isto ali pa še večje delo in da ga boš naredil z lahkoto in z veseljem. Tudi če kdaj zmanjka energije ali motivacije, se samo spomnijo na otroke z zavoda Vidim cilj, katerega vodja je Alen Kobilica in takrat, pravi Miha, vsakdanji problemi postanejo nepomembni. Lionizem je predvsem že v osnovi svetovno posvečen slepim in slabovidnim. Mi to vsak klub svojo zgodbo pelje pač malo po svoje, ampak še vedno ostajamo zvesti slepim in slabovidnim in vsako leto naredimo dogodek, kjer ljudem zavežemo za 10 minut oči, da dobijo občutek, da smo nemočni. Te otroci, ta mladina pa slepi smučajo, plavajo, mislim, to je neverjetno. In ko vidiš take otroke s tako silno energijo, si doma ob vsakem problemu lahko rečeš, to ni nič. To ni nič, to je z lahkoto, gremo čez. In še enkrat pozdravljam vse te ljudi, ki so udeleženi v ta društva in zavode, ki pomagajo tem otrokom, to je neverjetno delo, to je res kapo dol, bi rekel Katanc. Zato se prihodnjič o problemu nasmejte, ga rešite, kolikor dobro se ga da in uživajte v naslednjem trenutku, ki vas čaka. Pa ne pozabite tudi vi kdaj pomagati pri kateri izmed dobrodelnih organizacij. Občutek je resnično neverjeten. Pomočen bom lep, bom za ženske motet, se treba bo nabiti, ko na more grem polet. Bom mleka, bom vitka, bom brez celulitka, postavna in fit, bo napeta moja ritka. Včasih pa tudi domači zvezdnik ni naklonjen kameram. Pa zdaj gre z odra, zdaj ga lahko ujameva. A lahko samo eno izjavo, Denis, prosim. Kdo boste vi? Lokalna televizija ATM oddaja v ringu s Čorčipom. Glej, lokalnim televizijam ne dajem izjav, ker mi menedžer pa trener pustita, tako da odmaknite se, da ne bom varnostnikov poklical. Prosim, adijo. Pa ne moreš se s punco kregati, no. Mi smo že nazaj, brez borilnih veščin v ringu ne gre. Tako da fanta, zdaj tam malo probala borilne veščine, da vidimo. Ajde, akcija. Ok, ti už z nogico, Ajde. Ok, z nogo udaril eno klele, bum, pa eno kle, bum, super. Dobro, to malo kabel leti, to ni več kutka. Ti ga je 1, 2, bum, bum. Dobro, da je še apraka dodala. Bum, bum. Bravo, pa še kruše. Pam, pam. Ok, super. Dobro, zdaj bomo pa to malo hitreje naredili, Ok, imamo. Si, evo, pam, druga, pam, evo, mir, pam, pam, ok, ti, pam, druga, pum, ok, aprkat, bum, bum, še kruše, bum, bum.
Daj zdaj ti malo višji, stari, če to gre. Hej! To ne velja, videl vse znata. Hej, brez veze. Ne, vse vem, da vi da nas skrivaj trenirate nekaj. Ampak lej, samo si v laseh skočite, prav? Hajde, fight med vama. Fight! Tako je to ta ring navzdržal. Ok? Tako, to ne velja. Jaz bi to rad znal, no. Jaz to rad znal. Lej, prideš na trening? Pridem na trening, najprej ima meni izziv za vaje. Ajde. Da slišimo. Če vidva, a ne? Tebe, Ja. Ne, to itak nota mogla, a ne? Ampak Jaz si za to izziv. To se tudi lahko zmeni. Ampak mama, viš, evo, ti njega skozi mečeš, a ne? Ti ga skozi držiš po rokah, mečeš gor dol. Daj te enkrat zamenjati vloge, a ne? Okay, a sta za? Doš ti njega malo metal, a ne? Sprejmemo. Sprejmata. Komod. No? Ampak, ja? če nama uspe, ja? ne? Boš ti tudi dobiš neko kazen potem. Ja, itak. Izziv sprejmem, kjerkoli. Super. Prideš potem k nama na trening. Ja? Tako. In ne samo to, da boš mogel bada divati, delati počepe z nama, se boš mogel še salto naučiti. In dokler ne narediš salta ali pa se ne polomiš, ne greš z dvorane. Dil vela? Vela. Dil vela. Evo, roke gor. Svo. Ja. Opa! Vse smo zmenjen. V glavnem, izziv bo, ampak to bomo vas naredili takrat, ko vi da prijete iz... Dil. Tako, da se ne moramo. Ja. Tako da, to je bilo za danes vse. Pripravljeni smo na izzive. Vas pa še enkrat vabim 18. februarja Ljudski dom na moj nastop, predstavitev Pot samuraja. Z mano sta bila Filip pa Blaž, FB Acrobatics. Pogledajte jih na Facebooku, spremljajte jih, fanta rasturata. Se vidimo? Vidimo. Asa! Ajde, čau. Peska, kamerman. Svaka, čau.